Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vi delate na različnih lokacijah, tokrat ste se odločili, da ste v Čopovi rojstni hiši organizirali delavnice. Za kakšno delavnico pravzaprav gre? Glede, v CŠOD-ju izvajamo različne programe na različnih lokacijah in tukaj v Vrbi in v Žirovnici se nekako že pripravljamo na kulturni praznik, ki nas čaka čez dober mesec, in danes učenci ustvarjajo portrete Franceta Prešerna, potem ko smo si v prvem delu dneva že ogledali njegovo rojstno hišo in seveda spoznali, kako je pesnik v Vrbi preživel otroštvo. Pa spoznali seveda tudi nekaj predmetov. Koliko časa potekajo te delavnice? Nekako 2 šolski uri sta predvideni za ustvarjanje, tako da danes imamo portret, vsak dan kaj drugega. Včasih pošljemo kakšno razglednico, razveselimo starše, dedke, babice. Koliko otrok imate tokrat na delavnici? Vse skupaj danes gostimo 2 oddelka, tako da mislim, da jih je 42, sva pa seveda 2 učitelja prisotna. Otroci z užitkom ustvarjajo zdaj, ko se bliža slovenski kulturni praznik? Jaz mislim, da ja. Vsaj upamo, da bodo kaj od tega kulturnega dneva odnesli. Poskušamo jim približati življenje pesnika Prešerna in seveda upamo, da se bodo v Vrbo in v te naše lepe kraje radi vračali tudi kasneje v življenju. CŠOD dela na različnih lokacijah, tokrat v Žirovnici, sicer pa še kje? CŠOD ima več kot 20 domov, ljudem mogoče najbolj poznan po tem, da izvaja šole v naravi za učence, plavalne šole v naravi, smučarske šole v naravi. Imamo pa tudi več izpostav tako imenovanega dnevnega centra, kjer po celi Sloveniji pravzaprav organiziramo delavnice, programe za učence iz cele Slovenije. Bliža se slovenski kulturni praznik in ste pripeljali kar veliko vaših otrok. Ja, tako je. Vsako leto jih pripeljemo, sicer termin malo varira, ampak v 5. razredu se posvečamo Prešernu in potem v 8. to nadaljujemo v Kranju. In kam še greste ob slovenskem kulturnem prazniku? Odvisno od leta do leta, vsakič je drugače, pripravimo pa tudi na naši šoli posebno prireditev namenjeno temu prazniku. Kako motivirate otroke, da potem lahko naredijo svojo ilustracijo Franceta Prešerna ali mogoče Čopa, enega izmed teh kulturnikov v občini Žirovnica? Ne vem, na naši šoli so otroci kar motivirani, sami od sebe obožujejo to, da se jih odpelje nekam, da nekaj doživijo, da nekaj vidijo, tako da motivacija ni posebno potrebna. Drugače pa z lastnim zgledom tudi mi sodelujemo, tudi mi se vključujemo v razne stvari, pripravljamo tudi na šoli določene dogodke, določene krožke, tako da praktično z motivacijo nimamo prevelikih problemov oziroma so otroci kar motivirani. No? In sodelujete s CŠOD-ji? Sodelujemo s CŠOD-ji, določene stvari pripravljamo sami, odvisno od učitelja, odvisno od razreda, odvisno od generacije, od leta, skratka pestro je. Hodite tudi na planinske tabore, šole v naravi? Seveda, imamo imamo planinski krožek, organiziramo tabore v lastni režiji, sodelujemo s CŠOD-ji, tako da spet odvisno od oddelka, odvisno od leta. Ja. Hvala in uspešno. Hvala tudi vam. Kako ti je ime? Aleks. In od kje prihajaš? Od Zaloga. In kako se danes počutiš na teh delavnicah v Čopovi rojstni hiši? Počutim se dobro, kreativno in zabavno. In kaj ste delali tukaj? Franceta Prešerna. Zakaj ravno Prešerna? Zato, ker bo čez slab mesec. Praznujemo slovenski kulturni praznik. Ja. In kam se vi odpravite, takrat pridete v Vrbo ali greste kam drugam iz šole? Tega ne vem, no. Kako si narisal Franceta Prešerna? Kaj si uporabljal pri svojem delu? Uporabljal sem različne stvari, blago, svinčnik, pa take stvari. Si zadovoljen z izdelkom, ki je nastal? Zelo.